imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Dragi slepi in slabovidni, dragi naši domači, prijatelji in dobrotniki in vsi, ki nam kakorkoli pomagate, dragi vsi, ki ste zdaj povezani z nami preko valov Radia Ognjišče. Prvi teden v juniju vsako leto obeležujemo teden slepih in slabovidnih in to je priložnost, da se lahko zahvalimo. Najprej ljubemu Bogu in potem vsem, ki nas spremljate na naših potih. Pri današnji sveti maši se bomo še posebej spomnili našega dobrotnika, monsinjorja Toma Zupana, ki je slepim in slabovidnim zapustil svoje posestvo na Okroglem pri Kranju. Zdaj smo zbrani v njegovi kapeli, v kapeli svetih bratov Cirila in Metoda. Zbrani smo na slovesni praznik srca Jezusovega in to nas še posebej veseli. Mislim, da se veseli z nami tudi naš dobrotnik Tomo Zupan. Zdaj pa nas vse povabim, poglejmo svoja srca, na vse, kar nas oddaljuje od Jezusove ljubezni. Vse to obžalujmo, da bomo lahko deležni vseh milosti in radosti te svete maše daritve. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Oče, danes častimo srce tvojega ljubljenega Sina in slavimo izredne darove njegove ljubezni.
Naj iz tega vrelca Božje dobrote prejemamo obilje milosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Ozeja. To govori Gospod. Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil. Iz Egipta sem ga poklical svojega sina. Jaz sam sem Efrima učil hoditi, jemal sem jih v naročje, pa niso spoznali, da skrbim zanje. Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi, z vrvicami ljubezni, bil sem jim kakor tisti, ki si vzdiguje otroka klicu, počasi sem mu dajal jesti. Kako bi te mogel dati drugemu, Efraim? Kako bi te mogel izročiti drugemu, Izrael? Kako bi te mogel dati kakor Adamo, te izročiti kakor se bojim? Moje srce se obrača v meni, moje sočutje prekipeva. Ne bom storil po svoji srditi jezi, ne bom pahnil Efraima v pogubo, kajti Bog sam sem in ne človek. Svet sem v tvoji sredi in ne prihajam s strahovanjem. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev. Zajmite vodo iz studencev odrešenja. Zajmite vodo iz studencev odrešenja. Glej, Bog je moja rešitev, ne bojim se, saj vam zaupam. Gospod Bog je moja moč in moja pesem. V njem je moja rešitev. Zajmite vodo iz studencev odrešenja. Z veseljem boste zajemali vodo iz studencev odrešenja. Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite. Zajemite vodo iz studencev odrešenja. Oznanjate med narodi njegova dela, razglašajte, da je njegovo ime vzvišeno. Zajemite vodo iz studencev odrešenja. Pojte Gospodu, ker je storil velika dela, naj jih razglašajo po vsej zemlji, sklikajte in vriskajte sionski prebivalci. Velik je med vami Izraelov sveti. Zajemite vodo iz studencev odrešenja. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, meni, najmanjšemu izmed svetih, je bila dana milost, da oznanjam poganom nedoumljiva Kristusovo bogastvo, da vse razsvetlim glede skrivnostnega načrta, ki je bil od vekov skrit v Bogu, stvarniku vsega. Tako naj bi se zdaj po cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebesih mnogovrstna Božja modrost, in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. V njem imamo srčnost in dostop v popolnem zaupanju po veri vanj. Zato upogibam svoja kolena pred očetom, po katerem se imenuje vsakršno očetovstvo v nebesih in na zemlji, naj vam da po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega vsakršno spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje polnosti. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Alleluja, alleluja, alleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Ker je bil tisti dan, dan pripravljanja na praznik in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu, kajti tisto soboto je bil velik praznik, so Judje prosili Pilata, naj bi jim strl noge in jih sneli. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov sulico prebodel stran in tako je pritekla kri in voda. Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo pismo. Nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila. In spet drugo pismo pravi, gledali bodo vanj, ki so ga prebodli. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Prisrčno pozdravljeni vsi, ki ste z nami v kapeli svetega Cirila in Metoda. Od tu pa pozdravljam še vse, ki spremljate svetomašo na Radiu Ognjišče in po drugih medijih. Ker ste tu v kapeli večinoma taki, ki ne morete videti ali vidite slabše, mnogi pa ste z nami po različnih krajih Slovenije, morda tudi v tujini. Vam najprej opišem kapelo, kjer smo ta večer zbrani pri sveti maši. Posredujejo vam vsem Radio Ognjišče, ki je te dni obhajal 30. obletnico svojega izjemnega delovanja. Torej, spredaj je preprost daritveni oltar, pokrit s prstom, na njem pa križ, 6 sveč in lep šopek rož. Nad oltarjem prisotne vernike nagovarja podoba slovanskih bratov svetega Cirila in Metoda, približno 1 meter visoka. Ob strani je podoba že imenovanega Toma Zupana, potem podoba svetega Janeza Pavla II., v zadnjem delu tudi Marija pomaga iz Brezi in ob strani križev pot. V sami kapeli in pred njo nas je gotovo okrog 20 prijateljev. Vse naj poveže mašna daritev, ki naj bo iz majhne kapele in jo naredi kot veliko katedralo. Danes, na prvi petek, kot že rečeno, obhajamo praznik srca Jezusovega, ki zaznamuje celotni mesec junij, mesec posvečen Jezusovemu srcu, ki ga marsikje zaznamuje pobožnost vrtnic. V sodobnem času je ta pobožnost doživela nov razvoj, zlasti z razodetjem francoski redovnici svete Marjeti Marie Alacoque pred 350 leti. Njej je Gospod večkrat razkril bogastvo svojega srca. Tudi njen sodobnik, duhovnik sveti Janez Ed,
je spodbujal liturgično očiščenje srca Jezusovega. In leta 1856 pa se je praznik srca Jezusovega razširil po vesoljni cerkvi. In kot mnogi veste, je veliko za živost praznika čiščenja Jezusovega srca prispevala poljska svetnica Faustina Kowalska. Pa se z vami vprašam, k čemu nas nagovarja današnji praznik? Srečujemo ljudi, tudi sam jih srečujem, ki doživljajo velika poniževanja. Mnogim sploh niso mar ubogi, žalostni, starejši, ljudje s posebnimi težavami in vsi, ki doživljajo različne stiske. Mnogi pa so polni jeze, grenkobe in zlorabljajo potrpežljivost svojih bližnjih in nemočnih. Med nami so ljudje povsem brez upanja in veselja do življenja, pa tudi taki, ki premalo cenijo človeka in ne spoštujejo človekovega dostojanstva in nedotakljivosti njegovega življenja od rojstva do smrti. Da naštejem samo nekaj naših kalvarij v navednicah, kajti več jih poznate še sami in vsak izmed nas pozna svojo. Mi vsi tukaj v kapeli in pri radijskih sprejemnikih smo povabljeni, da se nenehno trudimo, poudarjam, trudimo. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge, kot nas nagovarja apostol Pavel v pismu Filipljanom. Pa tudi naj vzamemo zares vrstico Matejevega evangelija. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Vsem in tudi sebi želim, da bi se upali, kar si je upal Jezusov najljubši učenec Janez, namreč sloneti na Gospodovih prsih in poslušati njegovo srce, da upodobi naša srca po svojem srcu, kakor je zapisala Cecilija Oblonšek v zadnjem Magnifikatu. Naj za nas vse posreduje sveta Lucija, priprošnica za zdravje oči. Naj te besede sklenem s prošnjo, ki jo v mesecu juniju izrekajo po maši Marijine sestre na Dobrovi, odkoder tudi sam prihajam. Božje srce Jezusovo in brezmadežno srce Marijino združita nas tesno s seboj. Amen. Danes na praznik izpovemo tudi vero in jo bomo tako, kot so naši starši ob krstu, in vas vse povabim, da na vprašanje odgovorite iz srca: verujem. Verjete v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Verujem. Verjete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi. Verjete v Svetega Duha, Svetokatoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. To je naša vera, to je vera cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sedaj pa se pridružite našim prošnjam, ki jih bomo izrekli.
Jezus, vojak, je s sulico prebodel tvojo sveto stran, naj se tudi mi ob tem tvojem popolnem žrtvovanju za nas velikodušno žrtvujemo zate. Prosimo, da usliši nas. Naj bo tvoja cerkev tudi danes žarišče miru in ljubezni med vsemi narodi. Prosimo, da usliši nas. Naj v tvojem presvetem srcu, v katerem so vsi zakladi modrosti in vednosti, apostoli evangelija najdejo moči za učinkovito oznanjanje v današnjem času. Prosimo, da usliši nas. Naj v tebi, ki si vir vse tolažbe, dobijo vsi utrujeni in obteženi tolažbo in olajšanje. Prosimo, da usliši nas. Naj se ob tebi, ki si hrepenenje večnih višav, mnogi mladi navdušijo za izvrševanje duhovniškega in redovniškega poslanstva. Prosimo, da usliši nas. Dobri Jezus, slepi in slabovidni se danes s hvaležnostjo posebej spominjamo monsinjorja Toma Zupana, ki nas je izbral za dediče svojega posestva na Okroglem. Naj tudi mi ob tvojem srcu, žarečem ognjišču ljubezni, navzamemo tvoje ljubezni in dobrote. Prosimo, da usliši nas. Sprejmi te naše prošnje, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast tvojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, glej na neizrekljivo ljubezen svojega Sina. Skupaj z njegovo daritvijo sprejmi tudi nas in nas očisti grehov po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, povzdigne na križ, je sam sebe v neskončni ljubezni daroval za nas. Iz njegove prebodene strani je pritekla kri in voda, iz njegovega srca zakramenti cerkve, da bi vse ljudi pritegnil k svojemu odprtemu srcu in bi znova in znova veseli zajemali iz studence odrešenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, vsemi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj s Božjo materjo, Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nas vabi, da molimo z njim skupaj k Očetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve.
utrdijo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s svojim duhom. Ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo. Molimo. Dobri Bog, v sakramentu ljubezni smo prijeli tvojega Sina. Naj se ob njegovem srcu naša ljubezen tako razname,
da bomo v vsakem človeku spoznali in ljubili Jezusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. Si ta luč sveta, biser poslan z neba, ki razsvetljuješ dan. Žarek prijateljski, ki osrečuješ nas, notranjost nam prodreš. Ti si kot zvezda v temi, svetilnik sredi noči. Ti si kot ogenj žareč, ki z ljubezni gori, daje vsem toplo. Kadar ugasne luč, nam sonce dan prižge in po dežju zopet nam razveseli srce. Skozi gosto meglo nam prinaša svetlo luč, ki nam je za nova pota ključ. Ti si ta luč sveta, biser poslan z neba, ki razsvetljuješ dan. Žarek prijateljski, ki osrečuješ nas, notranjost nam prodreš.